V zadnjih letih smo večkrat slišali o Tajvanu. Čeprav je to le majhen otok na zemljevidu, je danes eno najpomembnejših krajev na svetu. Kadarkoli so novice o napetostih med Kitajsko in Tajvanom, jih takoj spremljajo vlade, vojske in velika podjetja v različnih državah. Toda zakaj? Zakaj lahko en majhen otok povzroči tako veliko zaskrbljenost med najmočnejšimi državami na svetu? Da bi to razumeli, se moramo vrniti k vojni, ki se je začela pred več kot 80 leti. Vojna, ki se nikoli ni zares končala, in to je kitajska državljanska vojna. Preden začnemo z razpravo, bi te prosil za en všeček in naročnino na naš kanal. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga, zato začnimo. Po drugi svetovni vojni leta 1945 je bil velik del Kitajske uničen. Več kot 8 let so se namreč borili proti japonski okupaciji. Milijoni vojakov in civilistov so umrli, mnoga mesta so bila uničena, gospodarstvo države pa je propadlo. Toda ko je Japonska avgusta 1945 se predala Ameriki, ni sledil mir. Namesto tega je v sami Kitajski znova izbruhnil dolgoletni spor, saj sta si dve skupini obe želeli voditi državo. Prva je bila Kuomintang ali KMT, ki jo je vodil Chiang Kai-shek. Oni so bili uradna vlada Kitajske v tistem času in jih je priznavalo veliko držav, vključno z Združenimi državami Amerike. Druga skupina pa je bila Kitajska komunistična partija ali KKP, ki jo je vodil Mao Zedong. Ti dve skupini sta bili že dolgo časa sovražnici. Pravzaprav so se že pred prihodom Japoncev borili za nadzor nad Kitajsko. Le začasno so združili moči, ko je Japonska okupirala državo. Takrat so imeli skupnega sovražnika, zato so bili prisiljeni sodelovati. Toda čeprav so bili na isti strani proti Japonski, njihov spor nikoli ni izginil. Medtem ko je bil ves svet zaposlen z vojno, se je napetost med obema taboroma še naprej stopnjevala. Po kapitulaciji Japonske se je takoj vrnilo dolgo neodgovorjeno vprašanje. Kdo bo resnično vodil Kitajsko? Ali bodo to nacionalisti Chiang Kai-sheka ali komunisti Mao Zedonga? Na papirju se zdi, da ima Chiangov tabor veliko prednost. Imeli so milijone vojakov, imeli so podporo Združenih držav, imeli so dostop do več orožja, vozil, letal in vojaške opreme. Na prvi pogled se zdi, da jih je nemogoče premagati, toda komunisti so videli drugače. Medtem ko je KMT nadzoroval številna velika mesta, je KKP tiho krepila svoj vpliv v provincah in vaseh. Številni kmetje so jih podpirali zaradi obljub o zemljiški reformi in družbenih spremembah. Njihov vpliv na podeželju se je postopoma širil. To so območja, ki jih osrednja vlada ni dosegla. Medtem pa obstaja še ena zelo pomembna regija, ki si jo obe strani močno želita pridobiti. To je Mandžurija na severu Kitajske. V času vojne jo je Japonska spremenila v središče japonske industrije v Aziji. Tam je veliko tovarn, železniških prog, orožja in infrastrukture. Z drugimi besedami, kdor nadzoruje Mandžurijo, bo imel veliko prednost v prihajajoči vojni. Toda obstaja težava. Preden so tja prispele Chiangove sile, je Sovjetska zveza že vstopila. V zadnjih dneh druge svetovne vojne so Sovjeti napadli japonske sile v tej regiji in oni so prvi prevzeli nadzor nad območjem. Zaradi tega je postala situacija še bolj zapletena, ker so bili nenadoma vpleteni ne samo Kitajci, ampak tudi dve največji sili, ki sta se kmalu spopadli v hladni vojni. In to sta bili Združene države Amerike in Sovjetska zveza. Medtem ko se napetost stopnjuje, se začne pojavljati eno vprašanje. Če nobena stran noče popustiti in obe želita nadzorovati celotno Kitajsko, ali se lahko izognemo novi vojni? Podrobneje se pogovorimo o tem. Veliko uradnikov v taboru Chiang Kai-sheka je zaposlenih z nadzorom velikih mest. Medtem pa komunisti tiho širijo svoj vpliv po provincah. Postopoma povečujejo število območij, ki jih nadzorujejo. Vedno več kmetov jih podpira. Pridružuje se jim tudi vedno več novih borcev. Preprosto povedano, medtem ko se zdi, da ima KMT nadzor nad glavnimi mesti, pa CCP postaja močnejša na območjih med njimi. In ko sta obe strani širili svoj vpliv, so bili spopadi vse pogostejši. Leta 1946 je Mandžurija postala središče hudih bojev. Tako KMT kot CCP sta vedela, kako pomembna je ta regija. Kdor bi jo nadzoroval, bi imel veliko prednost v celotni vojni. Združene države Amerike so ponovno poskušale ustaviti zaostrovanje razmer. Dosegli so novo prekinitev ognja prek pogajanj, ki jih je vodil general George Marshall.
Toda, tako kot pri prejšnjih dogovorih, nihče ni zares zaupal drug drugemu. Obe strani sta vsako premirje izkoristili za pripravo na naslednji spopad. Na strani Čang Kajšeka je verjel, da mora takoj uničiti nasprotnika. Kitajska komunistična partija, še preden je popolnoma okrepila svoje moči, zanj ni mogla obstajati stabilna Kitajska, dokler je obstajala ločena komunistična vojska, ki se je še naprej širila. Medtem pa je Kitajska komunistična partija izkoristila vsako premirje, da je okrepila svoj položaj v severovzhodnem delu Kitajske. Ko so se sovjetske sile umaknile iz nekaterih delov Mandžurije, so komunisti hitro vstopili in prevzeli nadzor nad pomembnimi mesti. Eden od teh je Harbin, eno največjih mest v regiji. Zaradi tega se je njihova prisotnost v severni Kitajski še dodatno okrepila. Toda junija 1946 se je Čiang odločil, da konča pogovore. Sprožil je obsežno ofenzivo proti KPK. To je bila ena največjih vojaških operacij v celotni državljanski vojni. Iz različnih smeri so sile KMT hkrati napadle. Njihov cilj je bil obkoliti in uničiti glavno vojsko komunistov. Na prvi pogled je načrt izgledal uspešen. Številne enote KPK so bile prisiljene umakniti se. Nekatere skupine so doživele velike izgube. Številna kraji in mesta so ponovno prišla pod nadzor nacionalistične vlade. Vendar pa je obstajala ena velika težava. Niso uspeli ujeti glavnih sil KPK. Namesto neposrednega boja so se komunisti pogosto umaknili, kadar so bili v slabšem položaju. Ko so videli priložnost, so nenadoma napadli razpršene enote KMT. To je strategija, ki jo Mao že dolgo uporablja. Izogibati se močnim sovražnikom in napasti šibke dele vojske. Postopoma oslabiti sovražnika, dokler ne izgubi moči. Zaradi tega, čeprav je KMT zavzel veliko ozemlja, do konca leta 1946 še vedno niso dosegli najpomembnejšega cilja. Glavna vojska KPK je še vedno obstajala. Še naprej se je borila in še naprej rasla. Ko se je vojna zaostrovala, so Združene države začele izgubljati potrpljenje. Poskusi tudi niso več bili uspešni. Združiti obe strani. V začetku leta 1947 je general Marshall dokončno zapustil Kitajsko. Za Washington je bilo jasno, da spora ni več mogoče rešiti s pogajanji. Potem je Čiangov tabor postal še bolj agresiven. Začeli so novo serijo ofenziv. Ena njihovih glavnih tarč je bila provinca Shaanxi in območja, ki so služila kot središče operacij KPK. Tukaj se nahaja Yan'an, mesto, ki je postalo simbol komunističnega gibanja. Dolga leta je za številne uradnike KMT veljalo, da če pade Yan'an, bo padlo tudi celotno Maojevo gibanje, vendar pa je bilo stališče komunističnega vodstva drugačno. Ko se je nacionalistična vojska približevala, je Mao sprejel odločitev, ki je mnoge presenetila. Ni branil mesta do smrti, namesto tega ga je zapustil. Zanj je bila vojska pomembnejša od enega mesta. Pomembnejša je bila sposobnost boja, kot pa obvladovanje določenega kraja. Zato, ko je KMT končno zavzel Yan'an, so številni uradniki v Nanjingu praznovali. Imeli so občutek, da so blizu zmage. Toda za to zmago se je skrival večji problem, ki ga niso opazili. Zasedli so mesto, vendar niso uničili Maojeve vojske. Niso uničili organizacije KPK in niso ustavili njihovega nenehnega širjenja vpliva po provincah. Medtem ko je bila KMT zaposlena z nadzorovanjem več ozemlja, so se njihove oskrbovalne linije še bolj podaljševale. Več vojakov so morali razporediti na različna območja. Potrebovali so več sredstev, več težav je bilo treba rešiti. Medtem pa je CCP še naprej novačila, urila in krepila svojo vojsko. Postajala je vse bolj očitna ena stvar. Vojna se ne bo končala v samo nekaj mesecih. Bitka, za katero je Čiang pričakoval, da se bo hitro končala, se je začela spreminjati v dolgo vojno izčrpanosti, zalog, gospodarstva in potrpežljivosti. In v takšni vrsti vojne ne zmaga vedno vojska z največ orožja. Včasih zmaga tista stran, ki zna dlje čakati, kljub temu. Na tej točki vojne se je začela kazati največja razlika med obema taboroma. Oba sta si želela nadzorovati celotno Kitajsko, oba sta imela milijone podpornikov, oba sta imela velike vojske. Toda njun način razmišljanja je bil popolnoma drugačen. Za Chiang Kai-sheka in Kuomintang je bila vojna operacija namenjena popolnemu uničenju njihovih sovražnikov. Verjeli so, da bo boj končan, če zavzamejo glavna mesta in vladna središča. To je bilo običajno prepričanje številnih vojaških poveljnikov tistega časa. Če imaš mesta, imaš državo.
Toda Mao Cedong je imel drugačno mnenje. Zanj mesta niso bila najpomembnejša. Najpomembnejša sta vojska, podporniki in sposobnost nadaljevanja boja. Zato, kadar je bila KPK v slabšem položaju na nekem območju, niso oklevali z umikom in umika niso videli kot poraz. Za njih je bil to le del večjega načrta. Če so morali zapustiti mesto, da bi rešili svojo vojsko, so to storili. In to je eden od razlogov, zakaj je KMT znova in znova spodletelo uničiti komuniste. Z vsako ofenzivo, ki jo je sprožila nacionalistična vlada, so se bolj oddaljevali od svojih glavnih baz. Njihove oskrbovalne linije so postajale daljše, več je bilo mest, več so jih morali varovati. Prav tako se je povečevalo število vojakov, ki so bili vezani na garnizije in kontrolne točke. Na zemljevidu je izgledalo, kot da se njihov nadzor širi. Toda v resničnem življenju je bilo vsako novo ozemlje, ki so ga zavzeli, vedno večje breme. To je kot človek, ki nenehno kupuje zemljo. Ampak ni bilo dovolj ljudi, da bi vse to varovali. Medtem pa je bila situacija pri KKP ravno nasprotna. Neprestano so novačili nove vojake. Neprestano so krepili svojo organizacijo. Njihova koordinacija v različnih regijah je bila tudi boljša. Do konca leta 1947 se je njihova vojska močno povečala, imeli so več artilerije, imeli so tudi več strojnic kot v preteklih letih in kar je najpomembneje, bolj samozavestno so prehajali iz obrambe v ofenzivo. Potek vojne se je začel postopoma spreminjati. Tabor, ki je prej ves čas samo umikal, je začel napadati. Medtem pa je tabor, ki je bil prej dominanten, prisiljen braniti se na številnih frontah hkrati. Leta 1947 je KPK začela serijo velikih protinapadov. Namesto da bi se soočili s celotno vojsko KMT naenkrat, so izbirali mesta in enote, ki so bile ločene od glavnih sil. Ko je prišla pomoč iz bližnjega območja, so jo čakali na poti. Nato so napadli. To se je večkrat zgodilo v različnih delih severne Kitajske. Zaradi tega je veliko poveljnikov KMT začelo postajati prestrašenih pošiljati okrepitve. Vsak konvoj, ki je odhajal, se morda ne bi več vrnil. Sčasoma je začela padati morala številnih nacionalističnih vojakov. Nekateri so se predali, nekateri so pobegnili in bile so tudi cele enote, ki so prestopile na stran KPK. Za komuniste je bilo to izjemno pomembno. Ne samo, da so zmanjšali število sovražnikov, temveč so tudi povečali lastno vojsko. Nekdanji sovražni vojaki so postali novi vojaki KPK. Nekdanje orožje KMT se zdaj uporablja proti njihovim nekdanjim gospodarjem. Komunistične sile postopoma pridobivajo zagon. To je bilo najbolj očitno v Mandžuriji. To je regija, za katero sta se obe strani dolgo borili. Sprva je imel KMT še vedno nadzor nad večino pomembnih mest tam. Imeli so več 100.000 vojakov in veliko opreme iz Združenih držav. Na papirju so bili še vedno močnejši, toda v dejanskem boju so jih postopoma obkrožali. Ko je CCP širil svoj nadzor nad podeželjem in oskrbovalnimi potmi, so se začele KMT-jeve garnizije postopoma ločevati ena od druge. Njihove povezave so bile ena za drugo prekinjene, njihov nadzor se je postopoma zmanjševal. Ko je prišlo leto 1948, je postalo jasno, da se bo veliki boj za Mandžurijo kmalu začel. In rezultat tega ne bo odločil le o usodi te regije. Možno bo to odločilo tudi, kdo bo postal naslednji pravi voditelj celotne Kitajske. V naslednjih mesecih se bo odvijala ena najpomembnejših kampanj v celotni kitajski državljanski vojni. Serija bitk, ki bo spremenila ravnotežje moči v Aziji in približala komunistično partijo njihovi največji zmagi. Medtem ko vojna postaja vse hujša, ne trpijo le vojaki, še huje jo občutijo navadni ljudje. V vsaki vasi, ki jo zavzame nova vojska, se spremenijo zakoni, zamenjajo se voditelji in včasih se spremeni tudi to, kdo je varen in kdo je v nevarnosti. Na območjih, ki jih nadzoruje KPK, je ena njihovih največjih obljub zemlja za revne kmete. Za mnoge kmete v tistem času je to pomenilo zelo veliko. Zaradi starega sistema je veliko družin delalo na zemljiščih, ki niso bila njihova. Zato, ko so komunisti rekli, da bodo zmanjšali najemnino za zemljo in razdelili zemljo bogatih posestnikov, jih je veliko poslušalo. To ne pomeni, da so vsi kmetje takoj verjeli v komunizem. Veliko jih je imelo preprostejši razlog. Želeli so kmetovati, želeli so imeti svojo zemljo in ko so jo dobili, jih je bilo strah, da se bo stari posestnik vrnil in jim je vzel nazaj. Zato je veliko izmed njih bilo prisiljenih, da so se oprijeli KPK, ker so menili, da je to edini način, da zaščitijo svoje novo življenje.
Toda ta proces ni bil čist. Na nekaterih območjih je bila zemljiška reforma nasilna. Nekateri posestniki in še več bogatih kmetov je bilo javno osramočenih. Nekatere so obtožili izkoriščanja. Nekatere so kaznovali, v nekaterih primerih pa so jih celo ubili. Po mnenju nekaterih zgodovinarjev je težko določiti natančno število, vendar je jasno, da je bilo veliko civilistov žrtev političnega nasilja v času državljanske vojne. Na strani KMT pa je bila oblika trpljenja drugačna. Na območjih, ki jih je nadzorovala nacionalistična vlada, je gospodarstvo propadlo, cene hrane in osnovnih potrebščin pa so močno narasle. Prihranki številnih družin so nenadoma skoraj izgubili vrednost. Kot da imaš danes denar, a si lahko jutri zanj kupiš veliko manj. In v nekaj letih se je hiperinflacija še poslabšala. Ko so cene naraščale, so ljudje postajali vse bolj lačni. Ko so ljudje postajali vse bolj lačni, je njihovo zaupanje v vlado še bolj upadalo. Na območjih, ki jih je prej zasedala Japonska, je bil še dodaten problem. Nekateri civilisti so bili osumljeni sodelovanja z Japonci. Nekateri nekdanji posestniki so se vrnili in začeli terjati dolgove ali najemnino. Nekateri vojaki so prav tako pobirali hrano, oblačila in zaloge, ker jim je tudi samim vsega primanjkovalo. Zato se je mnogim navadnim Kitajcem zdelo, da ni več varnega kraja. Ko je prišla KPK, je bilo prisotno strah pred političnimi kampanjami in kaznimi. Ko je prišel KMT, je bil prisoten strah pred korupcijo, lakoto, prisilnim odvzemom zalog in razvrednotenjem denarja. To je bistvena točka. Vojne niso odločile samo puške in tanki. Velik del tega je bilo, komu so ljudje bolj verjeli. In ko se je kriza na območjih KMT še poglabljala, je propaganda KPK lažje prodirala. Veliko vojakov nacionalistične vojske je bilo že zelo izčrpanih. Veliko jih je bilo prisilno vpoklicanih v boj. Niso vsi želeli umreti za vlado, ki ji niso več zaupali. Zato, ko je KPK povedala, da se lahko predajo, gredo domov ali se pridružijo novi vojski, jih je veliko poslušalo. Tu je komunistična vojska še bolj pridobila zagon. Niso le zmagovali v bitkah. Prevzemali so tudi vojake, orožje, hrano in zaloge sovražnika. Do leta 1948 Maojeva vojska ni bila več le gverilska sila. Postali so bolj organizirani, imeli so večjo artilerijo. Bolj so bili sposobni sodelovati v velikih operacijah. Najbolj jasen dokaz za to je bila kampanja Huaihai. Cilj te kampanje je bil Suzhou, zelo pomembno železniško vozlišče. Če nadzoruješ Suzhou, nadzoruješ velik del gibanja vojakov in oskrbe v osrednji Kitajski. Zato je moral KMT to braniti. Za KPK pa je bilo nujno, da to zavzame. Tukaj sta obe strani zbrali izjemno veliko število vojakov. To je bila ena največjih bitk po drugi svetovni vojni. Na začetku je imel KMT še vedno prednost. Imeli so oklepna vozila, artilerijo in zračno podporo. Toda imeli so težavo, ki se je skozi celotno vojno vedno znova pojavljala. Slaba je bila koordinacija, odločitve so bile počasne, nekateri poveljniki pa so se bali ukrepati, ker bi jih lahko napadli iz zasede. Medtem pa je CCP uporabljala isto strategijo, ki jo je že dolgo izvajala. Obkrožiti zločeno enoto, odrezati umik, prepričiti ukrepitev, nato pa izčrpati sovražnika z lakoto, mrazom in nenehnim pritiskom. Dalj časa, kot je bitka trajala, slabše je postajalo stanje vojakov KMT. Primanjkovalo je hrane, zalog, vreme je bilo mrzlo. Bili so vojaki, ki skoraj niso imeli več kaj jesti. Na koncu je velik del sil KMT padel v Huaihaju. Ta poraz je skoraj povsem uničil upanje Čang Kajšeka, da bi obdržal celinsko Kitajsko. Medtem so komunistične sile napadale tudi na severu. Njihova tarča so bila območja okoli Pekinga in Čangjina Tianjin. Obramba KMT je ena za drugo padala. Čangjin je bil napaden in je padel po hudih bojih znotraj mesta. Potem je postalo še bolj jasno, da nacionalistična vlada ne more več ustaviti napredovanja KPK. Januarja 1949 so komunistične sile vstopile v Peking. To je bil velik simbol, ni šlo zgolj za zavzetje enega mesta. To je bil znak, da ima nekdanji nasprotnik, ki ga je KMT podcenjeval, zdaj sposobnost vstopiti v eno najpomembnejših mest na Kitajskem. V istem mesecu je Čang Kajšek odstopil kot predsednik. Toda to ne pomeni, da se je popolnoma odpovedal oblasti. Še vedno je imel velik vpliv na vojsko. Njegov načrt je bil zdaj umik na jug in vzpostavitev obrambne linije ob reki Jangtze. Upal je, da so komunistične sile izčrpane po zaporednih bitkah. Toda Mao se ni ustavil. Namesto daljšega počitka je nadaljeval ofenzivo.
Spomladi 1949 so komunistične sile prečkale reko Jangce. Številne enote KMT se niso več resno borile. Nekateri so se umaknili, drugi so se predali, spet tretji so pobegnili na jug. Potem je padel Nanjing, nekdanja prestolnica nacionalistične vlade. Sledil je Šanghaj, najpomembnejše gospodarsko mesto Kitajske. Kitajska komunistična partija je poskušala prevzeti mesto, ne da bi ga popolnoma uničila, saj je bil Šanghaj izjemno pomemben za gospodarstvo države. V samo nekaj mesecih je preostali nadzor KMT nad celinsko Kitajsko propadel. In Mao Zedong je 1. oktobra 1949 v Pekingu razglasil ustanovitev Ljudske republike Kitajske. Za KPK je bil to začetek nove Kitajske, za KMT pa konec njihove vladavine na celini. Toda tukaj se zgodba ni končala. Čeprav je Mao že nadzoroval Peking, Nanjing in Šanghaj, je bil še vedno en kraj, ki ga ni imel pod nadzorom. Otok na drugi strani morja, Tajvan. In tam se bo začelo naslednje veliko poglavje napetosti, ki jo še danes čuti ves svet. Ob koncu leta 1949 je bil izid vojne že jasen. Skoraj celotna celinska Kitajska je bila pod nadzorom komunistične partije. Mesta so eno za drugim padala. Preostale vojske KMT so ena za drugo kapitulirale. In ko so se komunistične sile približevale, je bil Čang Kajšek sprejeti najpomembnejšo odločitev v svojem življenju. Celinske Kitajske ni mogel več braniti. Tudi preostala vojska mu ni bila več dovolj, da bi ustavil napredovanje CCP. Namesto da bi ostal in bil ujet, se je odločil za umik. Decembra 1949 je skupaj s preostankom svoje vlade, 100.000 vojakov in velikim številom beguncev se odpravil na Tajvan. To je otok, ki bo postal zadnja utrdba Republike Kitajske. Vendar ni šlo zgolj za preprosto selitev. Tajvan je imel svojo lastno zgodovino že pred prihodom Čiangovih sil. Že od leta 1895 je bil pod nadzorom Japonske po prvi kitajsko-japonski vojni. Skoraj 50 let je cela generacija Tajvancev odraščala pod japonsko upravo. Zato, ko se je otok po drugi svetovni vojni vrnil pod nadzor Kitajske, odnosi med domačini in novo upravo s celine niso bili takoj dobri. Veliko Tajvancev je imelo občutek, da so jim zgolj zamenjali oblastnika. Kmalu so izbruhnile napetosti. Februarja 1947 je prišlo do množičnih protestov proti vladi. Sledilo je eno najtemnejših obdobij v zgodovini Tajvana. Po mnenju zgodovinarjev je na tisoče civilistov umrlo v zatrtju, ki je kasneje postalo znano kot incident 28. februarja ali incident 228. Do danes je to še vedno eden najpomembnejših zgodovinskih dogodkov na Tajvanu. Ko so leta 1949 prispeli begunci in vojaki z celine, je KMT hitro spremenil otok v veliko vojaško trdnjavo. Zgradili so obrambo, utrdbe in urili vojake in še dolga leta so upali, da bodo nekega dne ponovno zavzeli celinsko Kitajsko. Toda na drugi strani morja je imel Mao tudi svoje težave. Čeprav je zmagal v državljanski vojni, še vedno ni imel popolnega nadzora nad vsemi ozemlji, ki jih je nova Ljudska republika Kitajska zahtevala zase. V naslednjih letih je nova vlada razširila svoj nadzor na različne regije, vključno s Xinjiangom in Tibetom. Hkrati se je v Aziji začel oblikovati nov rep hladne vojne in tukaj je Tajvan postal pomembnejši kot kdajkoli prej. V prvih mesecih po zmagi KPK Združene države Amerike še niso bile prepričane, ali bodo podprle Tajvan. Pravzaprav so iz administracije predsednika Harryja Trumana takrat prihajale izjave, ki so kazale, da se ne želijo neposredno vmešavati v vprašanje otoka. Zdelo se je, da je Tajvan osamljen. Zdelo se je, da nič več ne more ustaviti morebitnega napada komunistične Kitajske. Vendar se je vse spremenilo leta 1950. Izbruhnila je Korejska vojna. Nenadoma je veliko uradnikov v Washingtonu začelo verjeti, da bi se lahko vpliv komunizma razširil po vzhodni Aziji. Zaradi tega so se Združene države odločile zaščititi Tajvan pred morebitnim napadom. Eden najpomembnejših korakov je bilo pošiljanje 7. flote v tajvansko ožino. Ta preprosta odločitev je imela ogromen vpliv na zgodovino. Zaradi prisotnosti Amerike je postalo za Peking veliko težje izvesti velik napad na Tajvan in zaradi tega sta ostali obe vladi ločeni. Ena Kitajska na celini in ena Republika Kitajska na Tajvanu. Do danes so še vedno vidni učinki teh dogodkov. Toda preden pridemo do sedanjosti, obstaja eno pomembno vprašanje. Zakaj je pravzaprav zmagala KPK? Zakaj je KMT izgubil, čeprav so imeli več vojakov, več orožja in širša podpora iz drugih držav na začetku vojne?
Eden največjih razlogov je bila izguba zaupanja lastnih državljanov v nacionalistično vlado. Po dolgem boju proti Japonski je bila država izčrpana. Tudi vojaki so bili utrujeni, mnogi med njimi so bili lačni, veliko jih je želelo le še domov. Dalj časa, kot je trajala vojna, več je bilo dezerterjev, več se jih je predalo in več jih je prestopilo na stran KPK. Hkrati se je v nekaterih delih vlade KMT poslabšala težava s korupcijo. Gospodarstvo je propadlo, cene osnovnih dobrin so močno narasle. Običajni ljudje so imeli težave. Medtem, čeprav sistem KPK ni bil popoln, so uspeli pokazati alternativno smer za številne kmete in revne skupnosti. Ponudili so reforme, ki so jih številni ljudje na podeželju videli kot bolj koristne. Kar zadeva vojsko, je bila njihova poveljniška struktura bolj organizirana, koordinacija je bila boljša. Njihov dolgoročni načrt je bil bolj jasen in ko je njihova vojska postajala močnejša, se je krepila tudi njihova sposobnost izvajanja velikih operacij. Po drugi strani pa je bila KMT večkrat prisiljena braniti številna območja hkrati. Postopoma so jim zmanjkovali ljudi, zalog in časa. Z drugimi besedami, to ni bil le boj vojakov. To je bil tudi boj sistemov, boj gospodarstva, boj vodstva in boj za pridobitev podpore navadnih državljanov. 1. oktobra 1949 je Mao Zedong uradno razglasil ustanovitev Ljudske republike Kitajske v Pekingu. Za mnoge je bil to konec kitajske državljanske vojne. V tehničnem smislu pa med obema stranema nikoli ni bilo uradnega mirovnega sporazuma. Ni bilo formalne pogodbe, ki bi povedala, da je vojna končana. In to je razlog, zakaj vprašanje Tajvana ostaja ena najbolj vročih geopolitičnih žarišč na svetu še danes. Napetosti, ki so se začele med državljansko vojno v 40 letih, niso nikoli zares izginile, le svojo obliko so spremenile. In več kot 70 let ostaja isto vprašanje, na katerega še vedno ni popolnega odgovora. Bosta Kitajska in Tajvan ponovno združena? Ali bosta v prihodnjih desetletjih ostala na ločenih poteh? In medtem ko Kitajska še naprej krepi svojo moč, Amerika pa še naprej podpira Tajvan, ostaja odprto poglavje, ki se je začelo že v času kitajske državljanske vojne. Vojna, ki ni le oblikovala sodobne Kitajske, ampak še naprej vpliva na ravnotežje moči po vsem svetu vse do danes.